Veste, včasih, ko sem obiskujem bolnike, pa reče, vse ne moramo nič moliti. Veste, kaj jim svetujem? Lahko zapojete. Ja, kaj bo pa sestre pa zdravniki rekli tam, ne? Pa če so 3 v sobi, še je težko. Bo rekli, da se je malo zmešal, ne? Veste, se da tudi tako. Eno lepo Marino pesem znate. Lepa si lepa. Ni treba, da jo zapojete. Lahko jo kot poveste, recitirate. Lepa si lepa, roža moja, tebe časti, sanjeveška družina. Angel si lepa, tebe Marija, pa se zbudite ob 2, ob 3 po noči, pa ne morate spati. Pa ste že 5 rožnih vencev zbolili. Pa da veste več, kaj bi bolili. Pa reči, lepa si lepa, roža moja. In tako naprej. A to še drugo. Ja vam bom pa še nekaj povedal, gospodu župniku sem že o cerkvi povedal. Emilijan Cevc, to je bil en velik umetnik, akademik, se pravi tako inteligenten, pa zelo veren. In pravi gospod župnik, da je večkrat prišel tudi v vašo župnijo. Na kosilo so večkrat prišli mezo. Emilijan Cevc, trener, pa je še eden, da se spomnim, in umetnosti zgodovinar, poznavalci najboljšega baročnega slikarstva. Jaz sem tam sam južno, ali se pa skrbil. Ampak se ga spomnim Cevca, ki nas je imel na Toluški enkrat, parkrat, je prišel razlagati to umetnost. V malem mezincu ima vse cerkve, kjer svetnik je kot. V rotah sem, to je pa tam, je že vedel. Vi ste hvaležni lahko župniku, da imate vse napisano. Nisem prej porajto, je tudi sveti Ambrož, današnji svetnik. Ima v rokah, posod, kjer je njihova slika ali pa kip, ima v rokah srce. Augustin. Ma v rokah srce. To pa veste, kaj je to, ne? Je bil res srcem ognjevit za Boga. Srce. No, in posod je napis pri vaših kipih v cerkvi. In ko je ta isti Emilijan Cevc v bolnici, enkrat se je nekaj zlomil. In je ležal, še zdaj vem, pa je to že 20 in več let. Točno vem, ko za vrati
na travmatološki kliniki in sem ga obhajal. Moža, ki pravi, da vse ve, vse cerkve, vse ima v mezincu. Ja. Včasih kdo misli, ne, vira je samo za tiste kvete, pa za stare mame, pa za otroke. To ni res. In sem ga obhajal, pa nič nisva potem volila, duša Kristusova in tako naprej. Jezus, verjam te, pa še oče naše, pa to. Veste, kaj je rekel? Kaj je on? Kole se je prijel z rokami, čez prsi pa je rekel, Jezus, zdaj sva eno. Jezus, zdaj sva eno. Jezus, zdaj sva eno. Kaj sem vam pa to sem povedal? Da ni treba velik besed, ko tudi sprejmete Jezusa. Če sam to rečete, in zdaj sva eno, in bova šla zdaj dan, pa so naši odraščajoči otroci, pa nič nas ne poslušajo, pa ona soseda je taka, pa on je takšen. Jezus, zdaj sva ena. Mi dva greva zdaj skupaj. In ti zmoreš vse. In jaz s teboj. In ti z mano. A ni to lepo? Sem bil samostanom pri Klarisah v Nazari in tam veste, da veliko molijo. 8 ur spijo, jaz ne. 8 ur molijo, jaz tudi ne. 8 ur delajo, to pa morda preveč. Pa sem rekel, kako vi molite 2 uri pred najsvetejšim, tudi po noči. Bom pa še posebej povedal. Vete, in ona je rekla, ko sem 2 uri pred Jezusom, rečem, na vsakih tog časa, ali pa kaj drugega, Jezus, Jezus, kako dodate, rada te imam. Jezus, ti si Bog. Jezus, ti poznaš našo družino. Jezus. A ste opazili, da ni treba to besed, pa vse zrecitirati, ker znamo. Veste, Jezus, vse te recitacije, te pesmice že dobro pozna. On želi, da mu povemo to preprosto tisto po naše. Ne rečem pa, poslušajte, Bog vari. Gospod župnik me že po stran gleda. Je rekel Pogačnik, nadškof, ki je mene posvetil, pa njega tudi v duhovnika, je rekel, ko prejmete obhajilo, tudi če nič drugega ne znate, rečete, pa morate oče naš pa zdravo Marija. Tako da, ker kdo ve in zna, sam ne bo tist, tako kar sveti Avguštin, srce, a ne da smo s srcem pristvarili. Tale Mateja na radiju Ognjišče, ko se že piše, sem že strpa pozabam, Mateja, Subotičane. Jaz se vidim, vidite, gospod Janez je leto starejši od mene, pa se vse zapomni, pa čubenga sivga glasa nima. To, pokaj bo samaka bom vprašal za nasvet, ko sem prej vprašal za vas, kaj je treba delati, da doseže starost. Jaz bom pa vprašal, kaj je treba, da ostaneš taki svoje klasi. Ja. To me pa res zanima, ne? Ja, poseben čip je v glavi, pa deluje. A si ga kupila? Elektronsko usmeren, zdaj imamo čipe. In čip dela, da ima skozi enake lase. Veste, imam jaz brata, ki je 3 leta mlajši od mene, pa ima tudi čist takole. Ja. Atan moj je bil pa že, je umrl 46 let in je že prej bil siv. Veste, ko sem bil mlad, sem imel čist črne lase. In pravijo, da tisti, ki imajo črne lase, potem so bolj hitro sivi. Ampak veste, kaj je zapisano v Svetem pismu? Modrost je vredna sivih las.
Jaz vsakemu to povem, pa je kritik. Ampak zdaj Sibila s tem imam modrosti, pa nimamo, ne? Kaj pa vi delate, da nima drugega sluga? Se popravimo. Ampak jaz še nisem videl take vodene barvice, da bi si lahko pofarbal. A se to kaj kupi? A je to papirnice? Vsak trgovini. Jaz bom rekel, veste kaj? Dobar dan, jaz sem prišel pa po barvice, take, da bi jaz lase pofarbal. A imate kakšne take vodene barvice? Pa bom vprašala, kakšno pa bi želel, ja bi rekel, vse, jih je 12 koliko, ne? Bom pa videl, bom probal, kjera bi bolj pasala. A bi bil tudi kaj tašnega? A se ga gledi tak. To, bravo, to sem hotel slišati. En aplauz temu Adu. Ne morate se sramovati. Če imate sebi lasje, ponosni boste. Veste, to je boljš kot grba. Nič, ne? Pa se vprašam, gospod Janez, a misliš, da so sebi lasje, hej, lažje, težje od normalnih las? Čiste enaka teža. Pa se bomo pomatrali, pa sramovali tega, ne? Če so enako težke. Važno, da so še. Glavo vse prenese. Kaj slište? Ne zastopite. Včasih je boljše, da kaj ne zastopite. Včasih je boljše. Kako pa, kako je zdaj? Tako je, da vsi. Kako pa je? Kako pa je ime? Ja. No pa veste, vse ne važno, Bog ve, Bog ve. Zdaj vas pa vprašam, a bi kdo kakšen vic povedal? A bi kdo kakšen vic povedal? Gospod Janez, štite še pa. No, dej. Zdaj bom povedal, včasih so ljudje hodili na vizitacije vsake 4 leta. Potem so pa pregledali vse matične knjige, če imaš upnik, vse opisan pa urejen, gospodarske stvari, hišo, cerkev. Tule bom povedal, kaj je bilo v Zavratcu, ki je bil koprski škof Janez Jenko. Pa imamo pa v Zavratcu vizitacijo, pride k župniku, no, dober dan, gospod župnik, kako kaj, bo šlo. Pravi, mi boste malo pisarno pokazali, ko imate urejeno. V redu, dobro. Zdaj mi pa matične knjige pokažite. Krstno, mrliško, poročno. Poj pa ta prva mrliško knjigo, ja, gospod župnik, nekaj velik ljudi umarja v Zavratcu. Ja, prav, kaj jaz do njega pridem pa umre. Prav, mu ne moram več pomagati več. A, tako. Poj, poročna, nekaj malo porok imate v Zavratcu, zdaj pa jaz nimam čist nadzraven, je rekel župnik. Poj, krstovni, ja. Premal rojsu, prav, nimam jaz čist nadzor. Bog ne daj, da bi kaj imeli zraven. No, pa je hotel škofet gor po lestvi, pod streho, kako je gor. Rekel, župlje, gospod škof, ne hoditi po lestvi, ker ima slabe kline. Pa je plezal, in se mu je klin odlomil, pa je dol padel. Ja, a se je klin, ne, nič se ni imel, zato, ker sta prvega klina dol padel. Pol ga pele v klet, če ima kaj ozimnice. Prav, smo tudi nekvite, vidim, ste kar dobro založeni, krompir imate, jabolka imate,
kaj pa tele prazne steklenice, ki jih je to tukaj? Ja, gospod Škof, to so pa od mašnega vina. A tako? Nekaj velik maš imate vi v Zoracu. Nekaj velik maš imate. No, gospod Škof, se niso od maš. Nekih je tudi od litanij. Malo peleš malo proti cerkve gledati, kako je proti cerkve zgleda. Prav ima tako lepo urejeno zadej. Ga je pelal župnik, ja, gospod župnik, tale grmolj bi pa žiher ven zruval. To sem ga pa pred 4 leti že tukaj videl. Ja, gospod Škof, veste kaj, ima globoke korenine. A tako? Tudi Lenoba ima globoke korenine, gospod župnik. Prav, a bo še 4 leta tukaj sredjal župnik, še 4 leta bo tukaj. Globoke korenine. Evo, to je bilo. Kaj je bil Lazar? Da ve, kjer je bil. Miklavčič pa je bil Lazar. In ko je bil pa tak, da ne sve nekaj pil, nekaj govoril, ko on je bil pa v Skopju. Skopju je bil, a je bil Škof? Ne, ni bil še. Župnik je bil dol. V Skopju. In je zmeraj ponavljal, eto vam fantje, zmeraj to ponavljal. Je prišel v bogoslovje, enkrat je imel srečanje z koprskimi bogoslovci, pa smo je pa v kapeli mašo, pa gospod z vami nismo jeli, a bi odgovorili, a bi odpel. In seveda, pol jih je odpelo, pol pa odgovorilo. Pa je pa rektorju se potožil, prav se fantje norca zdelajo z mene, prav eni odpoje, eni pa odgovorijo. Da bo več prišel prav mašvat v bogoslovje. En applaus, djece! Vidite, da vse prav pride. Ja, pa nekaj pa še je povedal. Ne boš, da se ni upal, bom pa jaz povedal. Vse veste, mladi fantje, v semlišču po bogoslovju, jeste znam ga ponašati, je rekel, da niso težave, ne, vse veste, čistostjo, je rekel, solato jejte, veliko solate pojejte. To je zopr skušljave. Ja. No, ko je lepo povedal, da je prišel na vizitacijo. Ne? Na Poljskem reče tudi, sem šel na obisk, reče, da sem prišel na vizito. Ali pa v bolnici je vizita. No, to, da boste bolj vedeli, ne, če je prišel Škof na vizitacijo, je prišel na obisk, da je pokontroliral, kako se dogaja. In pa je skrin napadal, ne, pa tam videl flaše, to je vse hotel videti ob svojem obisku. Se spomnim, da sem spet pri otroku, je bila Birma v Fari, pa je rekel župnik, veš kaj, tale fant je pa malo tako bolj počasen, je malo prezadet, pa da ga ne bi kaj spraševal, ker ne boš nič iz njega iztisnil. No, in Škof je bil, mislim, da celo vem, kdo je bil, je že pokojni. Pa le prišel do tistega, pa ga je hotel nekaj vprašati. Pa je še tam ga matral, ne? In kar naenkrat je bila ena luščica spodaj. No, je rekel župnik, viš, pa se nekaj iztisnil z njega. A bi se kdo, kaj sem ga povedal? In pa zanimivo, ne, tole nedeljo, zdaj ura pol enih, je bilo teden nazaj, sem bil z eno družino na Pagu. Če kdo že bil, se reče kraj Zuboviči, to je tam blizu Paga, mesta, reče pa vse to na Pagu. In tam je župnik, ki ima na 3 mestih, ali pa še na 4 mestih ima v nedeljah mašo, in
In ko jaz pridem, to že enih 7 let po vrsti, mu telefoniram, Stipe, došel sem. In može da imam svaki dan misel ovdje v crkvi. Kako da ne? In jaz lepo vsako jutro maščujem tiste lepe cerkvici, pride enih par ženic k sveti maši, in pa je pa nedelja, pa Stipe, može da ima misel nedelju, je znaš hrvatski, kako da ne? Može. In ima na 2 koncih, ne? Tole, ni tako velike razdalje, ampak če bi pa on prišel, ima pa 30 km, pa 30 nazaj sem naredil. Sem rekel, Stipe, ako hočeš, ja imam 2 misli, Umetajni in Zuboviči. Kako da ne, može. In tako zadovoljen. Ko hočem reči, da teden nazaj sem imel mašo na Pagu in tiste Umetajne, če ste taj bili na otoku Pagu, je tako lepo, veste, to naredijo, majhna cerkvica je, prinesijo vratar ven, tako kot na krederci, potem pa tako dajo tele klobli, vmes potem za njimi je cesta pa morje. Tako sem imel tako občutek, kot da bi še imel tam na čovno na Bledu, a veste, tam pa zade pa morje, tam pa jezero. Tako da, hvala Bogu, da lahko tam gremo, kaj vidimo, tisti pa, ki tega ne morete, pa si skušajte doma narediti kaj lepega. A veste? Sem rekel gospodu župniku, ki ima tak lep faroš, daj se tam naredi en tak naslonjač, da se boš lahko lepo tam malo sedel, pa malo noge gor, ne? Vse prav, da tudi počije, pa vi tudi doma kaj takega, ne? Ja, vi se malo smejete, ne? Sej prav. A nisem v cerkvi rekel, da se morate smejati. Dajmo se vsi fajn nasmejati. A veste, pa mi pa rečejo, čakaj, kuma je že rekel en otrok, ti si pa tako hecen. Mi je rekel, da ti si pa tako hecen. Veste, to je premalo je zdaj enega veselja. Vi pejte po pločniku v Ljubljani. Kaj je vse to zamišljeno? Kaj je vse to žalostno? Kaj se to? Vse je stiska, vse je to. Ampak nikoli pa ne reči, ko je ta stiska, pa vreme, pa ne vih,